publikacijah iz 19. stoletja. Ampak če gremo korak nazaj pred to teoretizacijo in kontekstualizacijo same folklore v čas in prostor, glede na samo količino objavljene folklore, lahko brez zadržkom rečemo, da so novice pod uredništvom Janeza Blajvajsa podpirale njeno zbiranje in objavljanje. A zadaj je bila ena precej jasna motivacija, slovsena folklora kot najjasnejši odraz narodove biti, kot podlaga za samoponos in občutek enakovrednosti z drugimi narodi. Če podam en citat: naše šege, pripovedke in narodne pesmi so živi spomeniki, v katerih vidimo bistro pamet in blago srce slovensko. Hkrati pa so ves čas prisotne kritike, da se Slovenci sami ne zanimajo, niti ne zavedajo svojega bogastva v obliki slovsene folklore, oziroma prisotna je lamentacija tega, da se Slovenci ne zavedajo vrednosti svojega izročila in da ga izobraženci ne beležijo dovolj. Zgodovina folklora se torej tretirata kot temelja za izgradnjo naroda. Velike zasluge se pripisujejo možem, ki skrbijo za zbiranje in zapisovanje narodove zgodovine in folklore. Pogosti so pozivi bralcem, naj sodelujejo s temi izobraženci in jim posredujejo narodove dragocenosti v obliki folklornega izročila. Sicer je bilo največ folklornega gradiva objavljenega v prvih desetletjih izhajanja novic. Proti koncu urednikovanja Janeza Blajvajsa število tovrstnih prispevkov upada, odraža se pa se tudi težnja po večji profesionalizaciji zbirateljskega dela. Ni več toliko pozivov, naj bralci sami zapišejo in pošljajo gradivo, bolj je fokus na samih zbiralcih in njihovih pristopih pri zbiranju. Odraz tega procesa postopnega formuliranja folkloristike kot vede je tudi, da terminologija še ni povsem jasna, recimo povedka, pravljica, povest. Ti izrazi so tretirani skoraj kot enakovredni in so zamenljivi. Izraz pravljica se recimo pogosto uporablja tudi, ko je treba nakazati neko izmišljotino, zmoto. Pripovedka se uporablja tudi za leposlovna dela. Terminologija torej še ni bila ustaljena, niti jasno definirana. Sama motivika te pripovedne slovsene folklore in folklorni liki, ki se pojavljajo v njej, so precej raznoliki. Če omenim zgolj nekatere: Šembilja, Žalik žene, Vile, Rojenice, Peter Klepec, Hudi kljukec, Kraljevič Marko, Speči kralj Matjaž, Napoleonovi Francozi, Ajde, ajdovske deklice, Povodni mož, divji mož, Volčji pastir, zakladi, razlage arheoloških najdb in podobno. Pri samem zbirateljskem delu je vsaj na začetku bolj poudarek na sami zgodbi, manj na primer na kontekstu, v katerem se je zgodba pripovedovala, na kak način je bila povedana, oziroma stvarmi, ki bi bile zanimive za sodobnega, za današnjega folklorista. Čeprav se kasneje v naslednjih desetletjih izdajanja novic to spreminja, prihaja do refleksije in kritike lastnega dela. Takrat so se torej nekako postavljali temelji folkloristike kot vede, vodilo zbiralcev in urednikov pa je bil ta nacionalni interes. So se poučili na lastnih napakah in širili svoj raziskovalni zbirateljski interes na podlagi samega gradiva, ki so ga zbrali. Naletela sem tudi na kritike tega, da se izobraženci kljub vsem pozivom in poudarjanju pomena slovesne folklore ne zanimajo dovolj za njeno zbiranje. Nekateri zaradi premalo znanja, drugi zaradi premalo domovinske ljubezni, tretji pa zato, ker folklore ne jemljejo resno. In tudi metodološki pristopi pri samem zbiranju postajajo čedalje bolj obširni in premišljeni. Tako je na primer podan nasvet, naj se zapisovalci najprej seznanijo že zbranim gradivom, da dobijo občutek, kako zapisovati in kaj je vredno zapisovati. Torej še vedno velja ta selekcija, katera folklora je vredna ohranjanja in katera ne. Ta odnos med zapisovalcem in prebivalcem je bil očitno res pereča tema. Kaže se, kot ugotavlja že dr. Fikfak, da je izobraženec nekako tujec, ki preučuje ljudsko kulturo, kmet pa je drugi z veliko začetnico. Zelo opazna je torej ta distanca do nosilcev folklore, kmetov. To izročilo je sicer naše, ampak hkrati smo mi, torej izobraženci, že preveč napredni, da bi bili lahko njeni nosilci. Izobrazba in izročilo nekako v tedanji percepciji ne gresta skupaj.
Večkrat se je tudi poudarjalo, naj tisti zbiralci, ki izvirajo iz kmetov, ob obisku domačih krajev zbirajo folklorno gradivo, saj bo ta kulturni prepad na nek način manjši. Tole je bil recimo eden od kasnejših priporočil za zbiralce. Treba je, da se zapisavajo povsod tako, kakor narod govori, da se naznanjajo na glas in druge posebnosti. Potrebno je tudi, da spisatelj omenjene tvorine obiskuje ženitve, botrine, godovnice, tukaj bo izvedel mnogo pesmi in običajev, pa mora tudi sam znati se dobro narodno vesti, peti pesmi, znati običaje, da ga nimajo za neumneža, rešiti in nastavljati zagonetke in tako dalje. Narodne igre se morajo opazovati pri pastirjih na paši. Ravno tako je tudi dobro, da se spisatelj pridruži k raznim kmetiškim delom, naprimer, kadar proso manejo, lan tarejo, koruzo ropkajo. Tudi tukaj je neobhodno potrebno spisatelju, da zna več pesmi na pamet, peti, praviti pravljice. Spisatelj ne sme takih reči nikoli v pričo ljudi v nič devati ali zasmehovati. Bistven se mi zdi tudi nadaljnji komentar, da mora zbiratelj tudi opazovati pogovarjanje med ljudmi, ki folklorne pripovedi radi vpletajo v pogovore. Pa tudi, da naj si zbiratelj poskuša zgodbe čim bolj zapomniti na pamet, če pa ne gre, naj jih zapisuje v pričo govorcev. Vedno naj tudi povprašajo svoje sogovornike, če bi kdo od njihovih znancev vedel kaj povedati in tako širijo svojo mrežo sogovornikov. Včasih je torej šlo za neko intuitivno ugotovitev, brez da bi bila zares teoretizirana. Zato je zelo zanimivo brati te prispevke v novicah, ker omogočajo vpogled v razvoj folkloristike kot stroke, strokovno ozorenje in učenje na napakah. Značilno je tudi romantiziranje slovesne folklore, pripisujejo ji, da omogoča neke globlje uvide v bistvo naroda, romantizirano je njeno prenašanje in kontekst njene performance. Idealizira, recimo, marsikateri starček zdaj še ve pripovedovati in popevati, kar je slišal od svojega deda, o turških in drugih vojskah, v katerih so Slovenci hrabi in zvesti prelivali krv za vero, dom in cesarja. Še marsikateremu starčku pride v uri veseli na misel kakšna spoštena fantovska, ki jo je pel, kakor pravi, ko so bili boljši ljudje in boljši časi na svetu. Idealizira in poveličuje se tudi ljudsko napram umetnemu. Ljudsko ne bi bilo nekako bolj pristno, bolj odraža bistvo naroda, izhaja iz srca, na nek način ni omadeževano in razvrednoteno s to nepristno grdo sedanjostjo. Zateka se v preteklost, ko slovenski narod še ni bil okrnjen z neko moralno degradacijo, ki je lastna sedanjosti, pač ta tipična nostalgija po dobrih starih časih. Dejansko naj bi bil razlog, da se je slovenska oziroma nasplošno slovanska folklora ohranila do tistega časa prav to, da niso imeli razvitega toliko umetnega slovstva kot recimo kakšni drugi narodi. Slovanski folklori se pripisuje tudi večja zdravorazumskost in moralnost. Vsebovala naj bi manj spotakljivih motivov. Tukaj lahko predvidevamo, da gre za seksualno motiviko. Določene folklorne tematike torej niso omenjene, takšne, ki recimo implicirajo in se nanašajo na spolnost. Tabu glede seksualnosti vidim tudi v članku o slovenski priredbi dela 1001 noč, v kateri so bile izpuščene vse spotakljive stvari, da ne bi škodile mladini. Poleg tega se ves čas izraža tudi strah pred kontaminacijo oziroma, kot pravijo novice, potujčenjem slovenske slovesne folklore s folkloro neslovanskih narodov, strah pred tem, da se bodo izročila pomešala z izročili drugih narodov. Pri tem pa hkrati prihaja tudi do različnega vrednotenja folklore. Medtem ko so povedke in pravljice vrednotene izrazito pozitivno, kot dragoceno narodno blago, ki ga je nujno ohraniti za poznejše rodove, so bile druge izrazne oblike folklore, na primer razna verjetja od coprnice, magijske prakse, vraževerje, izrazito kritizirani kot znak zaostalosti in neizobraženosti oziroma negativno vrednoteni in zasmehovani. Kvečjemu, če je bilo govora o verjetjih v preteklosti oziroma v bolj oddaljenih zgodovinskih obdobjih, tega negativnega vrednotenja ni bilo ali pa ga ni bilo toliko. Šlo je torej za spodbujanje in ohranjanje, za zapisovanje tiste folklore, ki ustreza na določeni podobi slovenskega ljudstva. Kar pa posledično pomeni, da se tovrstne folklore oziroma varovanj ni zbiralo in preučevalo sistematično, ampak zgolj v obliki kritike, in posledica tega je, da na to folkloro ne gledajo celovito,
torej jo iztrgajo iz nekega organskega sistema verovanj in folklornih predstav. To je v bistvu značilno za celotno folkloro, ki je objavljena v novicah. Objavljene so večinoma zgolj posamezne zgodbe, iztrgane iz svojega naravnega konteksta, ampak to je bil pač metodološki pristop v 19. stoletju. Poleg tega je pa še danes to problem v folkloristiki, kako preučevati neko temo, nek motiv na način, da ne bi okrnili njegove celovitosti in pomenskosti. Precej kompleksen odnos se kaže med krščanstvom oziroma katoliško vero, ki se je dojemala za pomemben del slovenstva, in izročilom, ki je pogosto vsebovalo še predkrščanske elemente. Krščanstvo je v vsakem primeru opredeljeno kot tisto pravo, kot tisto, ki je prineslo duhovni in kulturni napredek slovenskemu narodu. Hkrati je prisotna tudi fascinacija nad poganskimi elementi, ki jim je pripisana neka plemenitost, nepokvarjenost, tretirani so kot izjemno dragoceni in njihovo beleženje, preden dokončno izginejo spomina, se dojema kot nujno. Objavlja in omenja se tudi pripovedna folklora drugih narodov, predvsem južnoslovanskih. Velikokrat sta v novicah poudarjena skupni jugoslovanski izvor in podobnosti, ki jih ima jugoslovanska folklora. Bralce se tudi spodbuja, da se zanimajo za folkloro drugih južnoslovanskih narodov. Prav tako novice same objavljajo primere južnoslovanske folklore. To sklicevanje na gradivo in avtorje drugih slovanskih narodov daje slovenskemu nekako legitimnost. Kar se tiče samih pripovedi, ki so objavljene v novicah, gre za takšne, ki so bile že zbrane in objavljene in so torej novice črpale iz njih, ali pa so bile objavljene kasneje, pa tudi za posamezne pripovedi, ki jih je najti samo v novicah, in prav te bi bilo najbolj koristno zbrati. V novicah se redno pojavljajo tudi priporočila oziroma oglasi za druge publikacije, ki vsebujejo folklorne tematike. Priljubljena tema v novicah so bili potopisi po domovini in tam je najti tudi omembe slovstvene folklore. Mislim, da bi bil smiselen korak za nadaljne preiskave to, da te zgodbe, te motive, te folklorne like primerjamo z že znanimi in vidimo, če obstaja kak vidik, ki nam je nepoznan. Oziroma, tukaj bi zelo cenila kakšne predloge in ideje tukaj prisotnih folkloristov, kak pristop bi ubrali pri preučevanju obilice tovrstnega gradiva, še posebej glede na to, da imamo pogosto tako malo kontekstualnih in prostorskih podatkov. Recimo, ker mene arheološke zadeve zelo pritegnejo, so mi bile zanimive omembe arheoloških najdb oziroma starin, kot so se odražale v folklori oziroma kako so jih takrat dojemali. Bralcem in potencialnim zbiralcem novice dajo tudi navodila, na katere motive v pripovedih naj bodo pozorni, naprimer gomile, zakladi. Z arheološkega vidika bi bilo morda zanimivo preveriti, če bi se katere te arheološko-indikativne omembe še vedno dale umestiti v prostor in bi na ta način bile potencialno zanimive tudi za arheologe. Ampak to bi znalo biti precej težko, ker so tudi sodobne zbirke folklore, saj če vprašate kakega arheologa, čist premalo opremljene s prostorskimi podatki. Sicer je to umeščanje folklore v prostor, pri čemer mislim na povedke, to je žanr, ki je vezan na neko točko v fizičnem prostoru, izredno zanimiva tema sama po sebi in se nanaša na naslednjo morebitno raziskovalno pot, in sicer, da bi bilo zanimivo videti, če obstaja kakšna potencialna kontinuiteta teh zgodb na istih lokacijah do danes. To ne bi dalo samo informacije o diahronem oziroma časovnem vidiku teh povedk, oziroma kako čas vpliva na folkloro, kako se spreminja, kaj se ohranja, ampak tudi o spreminjajoči se percepciji prostora. To bi bila po moje zelo zanimiva tematika. Delno se tole navezuje tudi na omembe v novicah, ko so se pisci spraševali o zgodovinski resničnosti v zgodovinskih in razlagalnih povedkah. To je v povedkah, ki govorijo o kakšnih zgodovinskih dogodkih, zgodovinskih osebnostih, o nastanku recimo toponimov ali pa kakih izstopajočih lastnosti pokrajine.
Opazno je bilo to nihanje med verjetjem v potencialno resničnost in takojšnjo negacijo zgodovinske resničnosti. Torej, ni bilo še teoretizirano razmerje med folkloro in zgodovino. Sam še par besed za zaključek. Glede na široko občinstvo, ki so ga novice imele, so lahko prispevali veliko k zbiranju in zapisovanju slovstvene folklore. Folkloristika kot stroka je bila takrat sicer še v povojih, so bila metodološka in terminološka izhodišča precej drugačna od današnjih. Zato je kritičen pristop današnjega raziskovalca nujen, saj analizirati samo vsebino te folklore ne bi bil dovolj celosten pristop. Primeri slovstvene folklore, ki so objavljeni v novicah, so tudi dokument svojega časa in upoštevanje tedanjih diskurzov, motivacije za beleženje te folklore in same družbeno-politične situacije je nujno pri vrednotenju te folklore. Ampak kljub vsem zadržkom, ki jih lahko imamo, je pripovedna slovstvena folklora, ki je bila objavljena v novicah v času urednikovanja Janeza Blajvajsa, dragocen vir za folkloristiko, ki bi mu vsekakor bilo vredno posvetiti podrobnejšo pozornost, saj bi s tem obogatili korpus že zbrane slovstvene folklore, tako publicirane kot arhivske, in jih hkrati, kot sem omenila, v nekih potencialnih nadaljnjih raziskovalnih izhodiščih, dali tudi neko dodano vrednost. Hvala.